pišem predvsem zase, oziroma začel sem pisati predvsem zase. Potem pa sem na prošnjo mojih prvih bralcev svoje zgodbe prilagodil tudi za širše občinstvo, za bralstvo na splošno. In zdi se mi, da poznejše zgodbe so pa pisane tudi z mislijo o mojih bralcih. Pri pisanju izhajam iz nekega navdiha, ki mi da zametek same zgodbe, same fabule, v katero potem vgnetem, ki jo potem obogatim z vsemi mislimi, ki so se mi nakopičile v zadnjem času, ali pa neke misli, neka filozofija, neka vprašanja, ki me mučijo že dalj časa, ali pa ki me mučijo, ne vem, in s katerimi se ukvarjam zaradi trenutnih razmer, dogajanj v svetu, dogajanj v meni. Tako da zgodbe nimajo enega samega izvira, ampak izvirajo iz, ne vem, vsrkam jih iz vsega, kar me obdaja, pa iz mene samega zrastejo, seveda. Ja, zame osebno seveda notranji, ker človek je vsak sam, ne. Ampak zunanji svet je pa enako pomemben, sploh če ima človek družino, ki na neki način predstavlja tak prehod med notranjim pa zunanjim svetom. In če imaš družino, pa tudi če je nimaš, je zunanji svet seveda zelo, zelo pomemben, ker živiš v njem in se te tiče in te opredeljuje in je od njega v veliki meri odvisna tvoja sreča, tako da pa tvoja dobrobit in življenje, tako da je enako pomembno, bi rekel, in to, kar se dogaja v človeku, seveda za njega samega, kar je pa zunaj človeka, pa tudi absolutno, ne. In ne bi dal prednosti enemu pred drugim.